Mi smo, kot veste, do sobote v bistvu sklejevali besedilo koalicijske pogodbe. Na koncu smo tudi sami pred parafo, ki je pomenila, da gre za besedilo, ki je pač verodostojno tistemu, kar je bil rezultat pogajanj, opozorili, da seveda obstajajo določena vprašanja, ki so še odprta, obstajajo v samem besedilu določeni kompromisi in da moramo te zadeve se predstaviti našemu svetu stranke, tako kot bo tudi drugi morali predstaviti svojim organom v strankah. Ključno vsebinsko vprašanje, kjer nas ta pogodba po današnji razpravi na svetu, seveda potem, ko smo jo predstavili in ko so člani sveta lahko ocenili, ključno področje, ki nas ni prepričala, so področje davčnih razbremenitev. Tam je bilo veliko zadržkov pri določenih koalicijskih partnerjih, ne samo pri Pozitivni Sloveniji. Gre za vprašanje uvedbe omejitve pri znesku socialnih prispevkov, tako imenovane socialne kapice, ker je bilo zelo veliko rezerv. Gre za idejo nekaterih, da bi morali uvesti še en dodaten 50% razred pri dohodnini, ki je bila na koncu tudi zapisana v to koalicijsko pogodbo. In gre seveda za veliko prepričanje spet pri nekaterih od partnerjev, da bomo vendarle morali nujno dvigniti davek na dodano vrednost, čeprav je sama dikcija pogodbe od tega nekoliko različna in veliko bolj rezervirana, omenja DDV zgolj kot skrajno možnost. Ravno tako je bilo veliko zadržkov do stvari, ki smo predlagali pri recimo na pokojninskem ali zdravstvenem področju, zlasti do recimo vprašanja večje individualizacije pokojnin, tudi do vprašanja večjega upoštevanja delovne dobe in pa seveda pri zdravstveni reformi zlasti do načina, kako uvesti večjo izbiro, večjo ponudbo v sistemu obveznega zavarovanja. Bilo je še nekaj drugih področjih, recimo pri nas zelo pomembnem področju z vidika pravne države, da se pristojnost za tožilstvo prenese na isto ministrstvo, kot ima pristojnost za druge organe pregona, se pravi na ministrstvo za notranje zadeve, tudi tam ni bilo soglasja. Ko smo po to potegnili črto, smo ugotovili, da je teh programskih razlik kar nekaj, da seveda v vsaki koalicijski pogodbi so kompromisi in so zadeve, s katerimi vsak partner najbrž v taki pogodbi ima nekaj, s čimer ni zadovoljen. Vendar smo ocenili tudi celoten potek pogajanj, kjer je pravzaprav tista stranka, ki bi morala biti najmočnejša tudi v vsebinskem smislu, ne le po številu poslanskih glasov ali poslanskih sedežev, se pravi Pozitivna Slovenija v bistvu dala od vseh strank, ki smo sodelovali, najmanjši vsebinski input v to pogodbo. Njihov input je bil na ravni 3 strani, potem so pa bolj medijirali pogajanje med nami ostalimi. In očitno je bilo, da je pravzaprav cilj teh pogajanj, da se v pogodbo zapiše vse, kar je potrebno za to, da mi z teh pogajanj ne bomo odšli. In to nas enostavno na vsebinski ravni ni dovolj prepričalo, da bi v nas zbudilo neko zaupanje, da bi lahko v takšni koaliciji tudi uresničevali vse tisto, kar je bilo sicer blagohotno, pa z veliko rezervacijami zapisano v to pogodbo.